Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Lepo pozdravljeni, dobrodošli na praznovanju našega redovnega ustanovitelja, svetega Ignacija Lojolskega. Posebno dobrodošli so bratje jezuiti in ostali duhovniki, pa seveda naši jubilanti. Jezuiti imamo letos kar 4 jubilante, pater Mijo Kekič, 25 let duhovništva, srebrnomašnik, pa pater Peter Lah, pater Roblek, 50 let, pa naš pater Vladimir Kos, ki pa je na Japonskem, on je pa letos železomašnik. Tako da čestitke in lepo pozdravljeni vsi. No, še enega imamo danes, ki praznuje, to je naš pater Primož Jakob, draveljski župnik, ki ima rojstni dan, 49 let, torej čestitke tudi patru Primožu. Vse v Božjo slavo, pravi Ignacij, in to bomo slišali tudi v današnjem prvem berilu, da bi vsa naša dejanja bila v Božjo slavo in da bi nas to osvobajalo, kar bomo pa slišali potem kasneje v evangeliju. To bomo prosili in vse, kar smo danes prinesli s seboj v naših srcih, bomo položili Gospodu na oltar in prosili odpuščanje za naše grehe. Pa zmolimo skupaj. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu navišava.
molimo. Gospod Bog, naš stvarnik, v svoji cerkvi si poklical svetega Ignacija Lojolskega, da je delal za večjo slavo tvojega imena. Podpiraj nas, da se bomo z njegovo pomočjo in po njegovem zgledu bojevali za Božje kraljestvo in tudi mi dosegli venec v nebesih. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, naj si jeste ali pijete, ali kaj delate, vse delajte v Božjo slavo. Brez potika bodite Judom in Grkom in Božji cerkvi, kakor skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi vsem in pri tem ne iščem tega, kar meni koristi, ampak to, kar množici, da bi se zveličali. Bodite moji posmevalci, kakor sem jaz Kristusov. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku.
Tisti čas so šle velike množice za Jezusom. Obrnil se je in jim rekel: če kdo pride k meni in ne sovraži svojega očeta in matere in žene in otrok in bratov in sester, vrh tega tudi svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kdo namreč izmed vas, ki hoče zidati stolp, ne sede prej in ne preračuna stroškov, ali ima, da ga dozida, da bi se mu potem, ko bo postajal temelj in bi ne mogel končati, in ne začeli vsi, ki bi to videli, posmehovati in govoriti: ta človek je začel zidati, pa ni mogel končati. Ali kateri kralj, ki gre na vojsko zoper drugega kralja, ne sede prej in se ne posvetuje? Ali more z 10 000 stopiti proti njemu, ki prihaja naden z 20 000? Če ne, če daleč poslanstvo in prosi miru. Tako torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. Poslušali smo Kristusov evangelij. Te dni sem s prijateljem kolesaril po slovenski Jakobovi poti, imenovani tudi slovenski Camino. Začela so v Kobilju, v Prekmurju, če kakšen Prekmurc med vami, če veste, kje je ta vas, majhna vas Kobilje. Mimogrede, od tam je bil tudi doma prvi jezuitski provincial, pater Pavel Berden, in pred cerkvijo lahko vidite tudi njihov kip. No, tam se začne ta slovenska Jakobova pot, so šla prav do meje in so kolesarila. Morala biti do Trsta, ampak ker je prijatelj tam okrog Vranskega padel s kolesom, sem njega pustil v Vranskem, jaz sem prišel do Ljubljane in tako so nekako zaključila najino pot. Tako, na nek način bi lahko rekel kratke romarske duhovne vaje. V gibanju, v potovanju, ko se odmakneš od vsakdanjega ritma in na poti izkušaš Božji dotik, Božje stvarstvo. Nisva samo občudovala čudovite slovenske pokrajine, lepa. Na pretek je bilo časa za molitev, premišljevanje in predvsem za iskanje in najdevanje Boga, kot pravi Ignacij, na najni poti, kar nam žal hiter tempo življenja to velikokrat ukrade. Bila vročina, ti pretekli dnevi so bili res pasje vroči, kot pravimo, bil je znoj, bili so klanci, sploh tisti od Kartuzije Žiče ali nad Vranskim, pa prelaz Kozjak pred Tuhinjsko dolino, tisti, ki poznate, bili pa so tudi krasni razgledi in spusti. Tako nekako kot naše življenje. In to mi je dalo večkrat misliti, da bi znal sprejeti dano situacijo, dan življenjski trenutek in pustiti, da se ga Bog dotakne. Velikokrat se nam namreč zgodi, da ravno v težavah odrivamo Boga iz svojega življenja in vse poprek krivimo druge. Kaj pa, če nam Gospod želi ravno preko sočloveka odkriti nek nov pogled na življenje, name, na mojo preteklost? Kaj pa, če me Gospod na ta način usmirja k moji notranji svobodi, brez obtoževanja, obrekovanja, iskanja napak drugih? Že apostol Pavel lepo pravi, ker je Gospodov duh, tam je svoboda. In to svobodo mislim, da iščemo mi vsi. Iskal jo je tudi Ignacij Lojolski. Našel jo je v Manrezi, kot sam lepo pravi, in je to želel podati naprej,
ne zadržati zase. To je drža svetnikov. Zakaj naj ne bi bila tudi naša drža? Ali nismo vsi poklicani k svetosti? Svoboda pa zahteva stalno prečiščevanje srca, prečiščevanje misli. Pred leti se mi je zgodilo, da sem bil v Logarski dolini, v duhovnih vajah, in sem sedel na klopci, poleg cerkvice, tiste, ki poznate Logarsko dolino, in pride en avto, se ustavi in ven pride ta en gospod pa gospa. In pravi ta gospa, verjetno je bil njen mož, pravi, kaj pa imajo v tej hiši? Pa ji gospod odgovori, tam pa perijo možgane. Nisem nič rekel, bil sem tiho, čeprav sem imel na koncu jezika, da bi rekel, dragi gospod, tam se pere srce. To je čudovita čistilnica srca, ki človeka osvobaja, ga vrača v veselje in omogoča, da ponovno zaživi Božji dotik, da se zave in zazna izkušnjo Boga. Čudovita pralnica srca. In vsi si to želimo, da bi imeli čisto, lepo srce. Nemški jezuit pater Karl Rahner je leta 1978 izdal zelo zanimivo delo z naslovom Kaj govori Ignacij Lojolski sodobnemu jezuitu. Celotno delo si je Rahner zamislil kot pripovedovanje samega Ignacija so bratom jezuitom ob koncu 20. stoletja. Besedilo je aktualno še danes in v njem si avtor med drugim zamišlja Ignacijevo izkušnjo Boga. Takole pravi: samega Boga sem izkusil, ne pa človeške besede, ki govorijo o njem. Izkusil sem njega in njegovo svobodo, ki ne blodi, ki je njemu lastna, ki jo je mogoče izkusiti samo pod pogojem, če izhajamo od njega, ne pa od križišč končnih resničnosti in računov z letemi. Boga doživljam osebno, tu iz obličja v obličje, kar sedaj izkušam in kar je popolnoma druga stvar, čeprav ista, in ni treba teološkega predavanja o tej razliki. V imenu Ignacija nam je želel danes že pokojni jezuit pater Karl Rahner povedati, kako pomembna je za človeka neposredna izkušnja Boga in ne samo vedenje o njem. Vsak človek lahko izkusi Boga in črpa iz vrelcev žive vode. Ignacij je prišel do te izkušnje v Marezi, kjer so se mu odprle duhovne oči in kjer se je naučil vse gledati v samem Bogu. S pomočjo duhovnih vaj se je trudil to izkušnjo posredovati tudi drugim. In vsak od nas je povabljen k neposredni izkušnji Boga, ki nam ga še tako obsežno znanje o Bogu ne more dati. Pri tem so nam v veliko pomoč duhovne vaje, ki se jih jezuiti poslužujemo, da pomagamo tako sebi kot ostalim do te izkušnje. Naj bo praznovanje redovnega ustanovitelja jezuitov, svetega Ignacija, predvsem hvaležnost za ta čudoviti dar duhovnih vaj, ki nam pomaga do neposredne izkušnje Boga in Božje svobode, da bi le znali ta prijeti dar tudi dobro unovčiti. To vam vsem želim. Amen. Dragi brati in sestre, na god svetega Ignacija Lojolskega zaupno prosimo za Božjo pomoč in varstvo. Nakloni vesoljni cerkvi tudi danes dobrih voditeljev in skrbnih pastirjev krščanskega ljudstva, da nas bodo vodili po poti zveličanja. Prosimo.
Podpiraj vse, ki se trudijo za oznanjevale vesele blagovesti in duhovnik dvig narodov, posebno nerazvitih, da ne bodo omagali pri težkem delu. Razsvetljuj naše škofe in duhovnike in vse, ki si z njimi prizadevajo za prenovo življenja v naši domovini, da bodo zvesto oznanjali tvoj evangelij. Pomagaj otrokom brez staršev, mladini brez prave vzgoje in mladim ljudem brez poklica, da bodo našli pot iz svojega žalostnega stanja. Razvnemi z ognjem Svetega Duha srca naše mladine, da se bo po zgledu Svetega Ignacija velikodušno odzvala Kristusovemu klicu. Prosimo tudi ob tem momentu krize koronavirusa, za vse, ki so za tem virusom umrli, prosimo Gospoda. Prosimo tudi za vse pokojne jezuite, vse pokojne naše dobrotnike in naše prijatelje. Prosimo Gospoda. Vsemogočni Bog, moč in slava svetnikov, na priprošnjo Svetega Ignacija Lojolskega nas usliši in potrdi v veri, krščanskem življenju in v službi evangelija. Po Kristusu našem Gospodu.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, naj ti bodo všeč darovi, ki jih prinašamo na god svetega Ignacija Lojolskega. V teh svetih skrivnostih si nam vir vse svetosti. Prosimo te, naj nas resnično posvetijo po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve in nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni. Tvoji sveti nas spodbujajo svojim svetlim zgledom in vedno podpirajo svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli prepevamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom
našim škofom Stanislavom, s pomožnjima škofom Antonom in Francetom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, vseh pokojnih sobratov, duhovnikov, prijateljev, dobrotnikov, vseh, ki so zaspali v Gospodu, vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, njim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, njenim ženim in možem, z apostoli in vsemi svetimi, svetim Ignacijem, vsemi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. V duhovnih vajah, kot smo slišali, duhovnih vaj svetega Ignacija Lojolskega, nam perejo možgane in takrat sveti Ignacij nekje lepo, zelo lepo predlaga, da pred vsako molitvijo, meditacijo naj bi se ustavil in postojim za nekaj trenutkov in sem v Božji navzočnosti, da si predstavim, kako me Bog gleda, s kakšno ljubeznijo. Tisti, ki te vaje delate, potem zdaj lažje molite Oče naš, ko bomo zdaj molili v tej zavesti, kako nas On gleda z neskončno ljubeznijo, hrpenenjem, posluša naše prošnje našega srca. V duhu se povežimo sedaj z vsemi jezuiti po svetu, z vsemi v ignacijanski, široki ignacijanski družini, vsemi našimi prijatelji, dobrotniki, z vsemi kristjani in zmolimo Gospodovo molitev. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi o miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Gospodov mir bodi vedno z vami. Mir si moramo izraziti na malo drugačen način. V teh dneh epidemije si ne bomo podajali rok, pa nagobčnike nosimo. In ta simbol se mi zdi zelo primeren za to, da vas spodbudim, ne da vam zaželim mir, ampak da vam spodbudim, da ste delavci za mir. Kajti mir tako nastane, da mi delamo za mir, to nam Jezus v blagrih pove. Blagor tistim, ki delajo za mir. In nagobčnik je eno lepo znamenje, maska, jo nosimo zato, da druge zaščitimo, ne sebe, to vemo. Pa naj nam bo to en tak spomin, da bomo se pazili pri besedah, da bodo naše besede take, da bodo mir prinašale in da bodo tudi naša dejanja taka. Vam želim, da bi bili delavci za mir. Glejte, to je jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prišel meni, ampak reci na besedo, zdravljen. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
molimo. Večni Bog, to hvalno daritev smo opravili v zahvalo za vse darove, ki si jih dal svetemu Ignaciju in po njem svoji cerkvi. Naj nas privede k večni hvali tvojega veličastva po Kristusu našem Gospodu. Lepo pozdravljeni, moje ime je pater Damjan Ristič, verjetno me poznate, če pa ne, pa zdaj ste me spoznali. Tukaj sem prinesel eno knjigo, ki vam jo želimo podariti. Ta knjiga je posebna knjiga patra Jožeta Robleka, letošnjega zlatega jubilanta, v katerem je strnil svoja spoznanja, svoje misli, izkušnje. V njej so tudi zapisana kar nekaj pričevanj ljudi, katerih se je dotaknil, in mogoče še ena druga stvar, ki so se dotaknili tudi njega. In knjiga je zelo lepa in jo priporočam, vsekakor jo lahko boste dobili. Osebno jaz in pa Dmitar tukaj, ki sedi, je naš kolegijski študent, vam jo bova delila. Lahko vzamete eno, je pa tudi lepo darilo še za koga. To z veseljem vam poklanjamo. Je pa tudi notri, to je tudi prošnja za pomoč skupnosti, je tudi en listek, na katerem lahko vidite, kam lahko nakažete tudi vaš dar, če želite, in s tem podprete skupnost jezuitov, ki živi tukaj in dela pri svetem Jožefu. Jezuiti nimamo svojih dohodkov, živimo od darov ljudi. In prav gotovo ste to tudi vi, ki ste naši prijatelji, podporniki. Za nekatere prav dobro vemo že, za nekatere pa ste nekoliko skriti, ampak veliko dobrega prihaja prav od vas. Jezuiti smo vam hvaležni na vseh področjih, ker nas podpirate, mi pa vam želimo stati ob strani in podpirati tudi vas. Hvala. Hvala, pater Damjan, hvala tudi vsem, ki ste prišli na današnjo slovesnost. Hvala mešanju pevskemu zboru iz Dravelj, ki ste tako polepšali današnje bogoslužje. Hvala tudi draveljskim ministrantom. Naj se vam ne mudi domov, zdaj takoj po maši bo pogovor s patrom Jožetom Roblekom, Zlatomašnikom, tudi knjige, ki je bila omenjena, se bomo dotaknili in boste lahko slišali tudi kaj noter v tej knjigi. Boste videli, da je res veliko zanimivega branja. Tako pa naj bo vse naše delo, kot pravi svet Ignacij, v Božjo slavo in čast. Naj nas Gospodov blagoslov spremlja na vseh naših poteh. Gospod z vami. Bog, ki je slava in sreča svetnikov, nam je dal obhajati današnjo slovesnost v spomin svetega Ignacija Lojolskega, naj vas vedno blagoslavlja. Priprošnja svetnikov naj vas reši sedanjega zla, njihov zgled naj vas spodbuja k svetemu življenju, da boste vedno vneto služili Bogu in ljudem. Bog vam daj, da bi se skupaj z vsemi svetimi radovali v tisti domovini, ki jo je Bog pripravil otrokom svoje cerkve. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanimo v Gospodovem miru in veselju.